Čudoviti samostani Meteora so iz Aten oddaljeni 5 ur vožnje z vlakom. Smejem se. Takoj po prihodu v mestece Kalambaka naju je pričakal manjši avtobus in podali smo se do prvega samostana. Je fasciniran. Wow. Kakor bi rekla babi, lega na kikle, je? Tako da samostan me bojo spustili. Samostani se na skalah povprečno dvigajo 310 metrov v nebo. Najvišji med njimi pa se vzpenja kar 550 metrov visoko. To je ta prvi od 6 samostanov, ki še obratujejo. 4 so namenjeni moškim menihom, 2 pa nunam. V 9. stoletju so Meteoro naselili asketski menihi, ki so morali preživeti le od deževnice in rastlinja. Zato so bili domačini prepričani, da so svetniki. V ravno črto narejen vinograd. Trenutno smo pri samostanu številka 2. Ta je največji samostan tule na Meteori in v bistvu po tem samostanu se vse skupaj tudi imenuje. Včasih so tukaj živelo 300 menihov, danes sem še 4. Prvi samostani so nastali v 14. stoletju, vsak od njih pa ima dandanes manj kot 10 prebivalcev. Pazi glavo. To območje se imenuje Meteora, ker je prvi menih, ki je tukaj postavil samostan, se počutil tukaj, kakor da je spuščen z neba in bil je blizu z Bogom, in Meteora po grško pomeni spuščen z neba. Povem še ta fun fact, da imajo tukaj tudi sobo, kjer so zbrali vse možne skalpe od menihov, ki so kadarkoli živeli tukaj. Ampak soba je due to COVID-19 zaprta, kar zna biti slabo, ali pa tudi dobro. In že smo prispeli do najbolj fotogeničnega dela Meteore. Navdih je bila tudi za serijo Igra prestolov. Zdaj gremo pomimo najbolj izoliranega izmed vseh samostanov. Tamle je na stari skali in do njega se lahko pride praktično samo po takile špagi in po zelo strmih stopnicah. In bil je najbolj izoliran od vseh, najbolj slaven pa postal takrat, ko so ga dali na naslovnico National Geographic svetovne edicije. Nuno sva videla. Je bila Nuna, ne? Ja, je bila, ja. Najbrž vas zanima, kako so te ogromne skale nastale. Znanstvena razlaga sega 25 milijonov let v preteklost in sicer je ves ta predel zajemalo morje. V morje pa se je stekala tudi reka, ki je skozi stoletja, tisočletja, milijone let pravzaprav nanašala ves ta material, useklino. Nato pa je
se zgodil potres, morje je odteklo in v bistvu ostale so samo še te ogromne gmote, ki jih je še dodatno oblikovala ledena doba, da so postale take lepe, zaobljene. Seveda pa obstaja tudi mitološka razlaga. In sicer Krki verjamejo, da so se na tem območju borili bogovi, in sicer bogovi z Olimpa proti Titanom. In bogovi z Olimpa so zmagali na ta način, da so te orjake, Titane, okameneli in to, kar danes gledamo, so okameneli nasprotniki. In kako si bil navdušen nad samostani tam gor? Samostani so noro dobri, pač narava, kjer je vse to, je wow. Pa da je nekdo se odločil, da bo gor gradil na vseh teh skalah, je neverjetno. Zdaj smo pa zaključili tle in gremo iz Kalambake na vlak. Še si, da se pospravlja na vlak, da ne zamudiva, ker potem naslednjega ni, taj ta zadnji. Šek. Čau, čau.